Papež Frančišek je opoldanski nagovor 11. septembra navezal na več evangeljskih odlomkov, ki izražajo božje usmiljenje. Gre za prilike v izgubljeni ovci, drahmi in sinu. Skupna značilnost vseh treh pripovedi so po papeževih besedah veselje in praznovanje, ko je izgubljeno tudi najdeno. To veselje je po papeževih besedah usklajeno s svetim letom, ki ga živimo, kar izraža tudi beseda jubilej. S temi tremi prispodobami nam po papeževih besedah Jezus prikaže pravi obraz očeta odprtih rok, ki grešnike obravnava nežno in sočutno. Najbolj ganljiv je seveda prizor očeta, ki objame izgubljenega sina. Najbolj pretresljiva pa ni sama zgodba izgubljenega sina, ampak njegova odločitev. Vstal bom in odšel k mojemu očetu. Bog vedno čaka, da se ponovno podamo na pot, s potrpežljivostjo nas čaka, vidi nas, ko smo še daleč, teče nam naproti, nas objame, nas poljubi, nam odpusti. Takšen je Bog, takšen je naš Oče. Njegovo odpuščanje odstrani preteklost in nas prerodi v ljubezen. Pozabi preteklost, to je božja slabost. Ko nas objame in nam odpusti, izgubi spomin, pozabi na preteklost. Kadar se grešniki spreobrnemo in se pustimo Bogu ponovno najti, nas ne čakata graja in strogost, kajti Bog rešuje, sprejema v hišo z veseljem in pripravi praznovanje, je poudaril sveti Oče in dodal, da nam to daje veliko upanja, saj ni greha, iz katerega z božjo milostjo ne moremo vstati. Ne obstaja nepopravljiva oseba, nihče ni nepopravljiv, kajti Bog nikoli ne neha želeti našega dobrega, tudi kadar grešimo. Je dejal sveti Oče in po molitvi in blagoslovu spomnil na beatifikacijo Ladislava Bukovinskega, ki je potekala v Kazahstanu. Blaženi bukovinski duhovnik in župnik, preganjan zaradi vere, je v svojem življenju vedno izkazoval veliko ljubezen do najšibkejših in ljudi v stiski. Njegovo pričevanje se kaže kot skupek duhovnih in telesnih del usmiljanja, je zbranim vernikom na trgu svetega Petra poudaril papež Frančišek.